Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer in dobrodošli v prvi septembrski Kroniki tedna. 1. september je dan, ko se učenke in učenci po več kot dvomesečnem počitku vrnejo v šolske klopi. Na osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori so se učenci od 2. do 9. razreda ob 8:30 zbrali na šolskem igrišču, kjer jih je najprej pozdravil novi ravnatelj. Spoštovani starši, dragi učenci, lep pozdrav in seveda spoštovani učitelji, ampak zdaj mi vas pozdravljamo vsi skupaj kot kolektiv osnovne šole Josipa Vandota. Lepo pozdravljeni na prvi šolski dan. Z velikim veseljem vas pričakujemo in želimo vam, da boste imeli čim več dobrih ocen, da boste se dobro počutili v šoli, da boste doživeli veliko lepih trenutkov in da bo to šolsko leto za vas eno uspešno leto. In tudi želimo staršem, da bo to šolsko leto za vas uspešno in čim manj stresno, da boste čim manj se ukvarjali zvečer z nalogam in da bojo vaši učenci pozitivni in zadovoljni domov hodili šole. To je nedvomno naš cilj, čeprav vedno žal ni tako. Torej, jaz bi se rad najprej predstavil. Sem Milan Rogelj, od 27. junija sem ravnatelj tele naše najlepše šole v Sloveniji in sem vesel in ponosen, da sem ravnatelj te šole. Veste, šola je res lepa. To ni samoumevno, da hodite v tako lepih krajih, v tako lepo šolo. In imate prehrano, imate šole v naravi, imate veliko tečajev, se učite jezikov, glasbe, veliko športa. Tako da lahko ste ponosni na to šolo in mi smo ponosni na vas, učence. Prvi šolski dan pa je seveda nekaj posebnega za prvošolke in prvošolce ter njihove starše, ki prvič prestopijo prag šole. Rojstvo, prvi šolski dan, valeta, poroka in tako naprej. To so tisti dnevi. Danes uživite. Danes dajte z otroki res imeti en najlepši dan in si ga vzemite. Tudi imamo srečo, da nam dovolijo, da smo vsaj dopolne doma z otroki, pač v vaših podjetjih. In dajte z njimi jeti po današnjem dnevu, ki bo trajal približno uro pa pol, še nas dored, pa dajte z otroki res. In ko imate priložnost, slikite jih. Mi jih bomo slikali, vi jih še slikite. Dajte si te trenutke zapomniti. Mi pa smo veseli, da ste pripeljali in da nam zaupate svoje otroke in se bomo potrudili, da bojo v zdravem in varnem okolju in da se bojo čim več naučili. Mi se zavedamo, da ste nam dali svoje največje bogatstvo in tako bomo z vašimi otroki tudi delali. Da pa si bodo malčki zapomnili prvi vstop v šolo, so morali premagati še manjšo oviro. Malčke in njihove starše je v mali telovadnici nagovoril še Bogdan Janša, podžupan občine Kranjska Gora. Dobar dan v imenu občine Kranjska Gora, še posebej veseli naši dragi prvošolci, ki bodo danes prvič vstopili tudi v šolo, tukaj v Mladih povedal. Vstopili bodo v šolo, ki nosi ime Josipa Vandota. Josip Vandot je napisal par zelo dobrih zgodbic, v katerih opisuje keksa. Danes ste vsi dokazali, da ste najmanj enakopravni kekci, tako ko ste te ovire preplezali, lahko rečemo, dajte kekec, prid se učiti. To je to, malo heca, drugače pa jaz vam želim eno, bom rekel, doživeto, lepo šolsko leto skupaj z učiteljskim zborom, skupaj z vašimi starši. Jaz verjamem, da vam bo minilo, kar se da hitro. Preden zaključim, bi vas pa samo še nekaj prosil, da v bistvu pridno nosite rumene rutke, kajti v koncu leta vsi, ki jih bomo nosili pridno, dobijo še posebno nagrado, pa vendar rutke ne nosite zaradi nagrade, predvsem zaradi svoje varnosti v prometu. Starejši bomo še bolj pozorni na to, ko bomo videli, da pač
Imamo male šole oziroma naše prvošolce že z rumenimi lutkami in bomo pazili še posebej skrbno za to, da se boste pač v prometu lahko počutili varni. Predvsem morate pa veliko sami tudi na temu narediti in v bistvu poslušati oziroma vse, kar vam bojo vaši učiteljice in učitelji okoli tega povedali, upoštevati. Boste videli z leti, boste to zmeraj bolj razumeli. Tako da jaz vsem skupaj še enkrat bom rekel, kar čestitam pri temu dnevu, vam želim še enkrat uspešno šolsko leto, veliko znanja, pa če ne prej se vidimo drug let ob koncu šolskega leta. Na koncu pa je sledila še predstava. A je Pavlina doma? Bilo dolgo. Na koga pa? Danilo! Jaz imam nekaj tam. Kaj pa zdaj dela, Pavli? Zafija, kaj pa s čim pa Zafija? Mašenček, Mašenček, kje pa je moj Mašenček? A vidite, kje je moj Mašenček, kje pa je? A tamle, ja. To je moj Mašenček. Jaz ga bom tukaj presretil njega. Mašenček. To je moj Kdo pa je to? Figurci, tale je zate. Zaja Majko! Kako lepo se bova imela na Jamajki. Ja. Izžogala se bova, plezala na palmice, se šla sosed, ne jezi se, obala fitov. Lovila ribi, voilà, ribice! Jamajka, man! Jamajka, man! Jamajka, man! Jamajka, man! Povejte mu, da odpre oči. Jamajka, man! Jamajka, man! Za Jamajko! Wow! Greva se igrat! Ribica lov. Ti pojdi k meni! V petek so v kulturnem domu na Dovjem ponovili predstavo Dom na Kredarici s prenovljeno, a v pretežni meri izkušeno zasedbo na odrskih deskah s kančkom novega gledališkega pristopa in na pobudo turističnega društva Dovje Mojstrana sta se Leona in Marcel svojo igralsko ekipo lotila dela in po 20 letih obnovila še danes aktualno predstavo, ki je bila premierno uprizorjena na odprtju letošnjih Aljaževih dni. Dom na Kredarici je gledališka predstava, ki jo je avtor Marcel Gomboc napisal v poletju 1995. Skupaj z režiserko, njegovo ženo Leono, sta jo z igralci Dovškega odra krstno uprizorila januarja 1996. Predstava je bila uprizorjena 12-krat, ogledalo pa so si jo je 1500 obiskovalcev. Gledališka predstava Dom na Kredarici je planinsko-kriminalna komedija, ki ima polno vzgojnih vidikov. Pisec je preko nje želel vplivati na vse tiste pohodnike, ki gredo v gore zaradi napačnih vzgibov, katere pokaže preko osrednjih likov. Oblastna in domišljava Ljubljančanka in njen ponižni mož rešujeta krizo v zakonu, navadna delavca žene v gore stava, trije pubertetniki bi radi v hribih dobro zabavo.
Vsi popotniki, vključno z domačinom, ki redno prihaja v planinski dom, postanejo kar naenkrat glavni osumljenci ropa, ki se je zgodil v dolini in ga rešuje domači policist in gorski reševalec. A vse skupaj le ni tako, kot se zdi. Dobar dan, kako ste kaj? Dobar dan, dobar dan. Ja, tukaj vreme pokaže, ne? Danes posketa je super dan. Ja, super. Sam, hitva sta pa zgodna? Zgodna si ti ne, curica. Mislil sem, da če mi srce vam pa slova hoda kot divja koza ide. A veste, to je moj sodelavc Matevž. Skupaj delamo v Kroniju že, Matevž si ti, budalo jedna. Vse tako, Milza, gre mi tale Milza prav preveč upalo. Ne pi toliko, pa če bi bolje. V glavnem skrb delava v Kroniju že 9-10 let. Vse si je hotel z mano na Triglavki zvedel, da grem. Pa sem mu rekel, da to ni tako, kar na enemu sobotanemu pikniku špilat nogomet. Nije. A ne? Pa ni pa ni odnehal. Vse si je hotel z mano. Še dopust je vzel. No, zdaj pa imaš kar svoj tu. A dajte mu nekaj močnega. Da, šefce, imate nešto žestoko za mene, ovaj vaš šnopas, znajte tu. To za mene je da tako. Vem pa jim pilu, vroče danes. Vruće danas, koga sam se Mateo špenjao u Pakovo, a Pakovo je dol, nikli gore. Lej, Mirza, viš, tole sva v cerkvi hodila, šla sva skozi dolino vrat. Kroz vrata smo došli. Ja, ampak vidva sva prišla skozi vrata. Lej, kjele, Sve čez to. prek, pa naprej. Nas dva, Se pravi, če te bo kdo vprašal, kroz vrata. skozi dolino vrat. Aj, dobro, što kažeš, biće pa tako, kako pa bo. V soboto se je v prekrasnem vremenu odvil že 38. vzpon s kolesi na Vršič, poznan seveda kot Juriš na Vršič. Udeležence je v nasprotju z lanskoletnim dežjem pričakalo pravo sončno jesensko vreme. Danes prekrasen sončen dan tukaj v Kranjski gori. Člane turističnega društva Kranjska gora zelo veseli, da se je zbralo na samem tekmovanju nekje okrog 800 udeležencev. Lepo sončno vreme in pa seveda užitek tekmovati na tako lepem gorskem prelazu, kot je naš najvišji gorski prelaz v Sloveniji Vršič. Tekma je potekala brez večjih zapletov, tako da smo organizatorji izredno zadovoljni. Predvsem smo veseli podatka, da so se vsi srečni in zdravi, brez večjih poškodb povrnili v dolino. In seveda smo se potrudili, ekipa prostovoljcev, ki dela na turističnem društvu Kranjska gora, da so z organizacijo in pa z samo izvedbo 38. Juriša na Vršič vsi kolesarji zadovoljni in to je tudi lepa popotnica za naprej. In se vidimo naslednje leto, prvo soboto v mesecu septembru, to bo 2. september 2017. Dobrodošli ponovno v Kranjski gori. Razglasili kraljico, najhitrejšo na današnji tekmi, ki je absolutna zmagovalka. Letos imamo novo absolutno zmagovalko, kraljica Vršiča 2016, Laura Šimec! Laura Šimec è vinto quest'anno questa gara di passo passo Vršič. 40 minuti nekaj potrebovala Laura in tule je zdaj seveda še čestitke gospoda Ludvika Špana. Mi pa bomo zdaj poleg nje poklicali kralja Vršiča. Allora adesso chiamiamo il ragazzo che ha 3 vittorie consecutive sul passo Vršič 2014, 2015 e anche quest'anno 2016. Dame in gospodje, kralj Vršiča 38. po vrsti z odličnim časom je tretji zapored Matej Kimovec. Vaška runda! Bravo Matej, moram še jaz čestitati. Čestitke.
Sača, Madonna, stisne pa, takrat da bo sploh nekal. Bravo, torej, tule sta, dame in gospodje, sono qui con noi il re e anche col testa di Passo Vršič, Laura Šimenc in pa Matej Kimovec. Kampo dol objema, to sta kralja Vršiča 2016. Ja, ob zmagi so zmer dobri. Drugače je bil pa danes lep vzpon, precej boljši kot lansko leto, ker nas je prav dež, vreme ta prav, občutek dober, pa čas na cilju tudi. Ja, odlični, enkrat sem si želela zmagati juriš na Vršiči in to mi danes rata, tako da sem kar zadovoljna. V petek zvečer so v Slovenskem planinskem muzeju odprli umetniško tržnico v sodelovanju Ragorja in Slovenskega planinskega muzeja. Odprta pa je bila cel konec tedna. To je umetniška tržnica v Mojstrani. Letos se predstavlja 13 umetnikov oziroma ustvarjalcev, ki predstavljajo svoje izdelke, ki so ročno izdelani, unikatni. Vsi pa prihajajo z območja občine Kranjska Gora, Gorja in pa Jesenice. Zdaj na tej razstavi lahko najdete vse od kvačkanih, pletenih izdelkov, izdelkov iz lesa, nakita, ročno izdelanih voščilanc in pa raznih dekorativnih izdelkov. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. Turistično društvo Rateče Planica vas vabi na tradicionalno srečanje na Tromeji, že 37. po vrsti. Od 9. ure naprej bo ponudba hrane in pijače. Ob 12. sledi tradicionalno srečanje županov 3 občin. Zbrane pa bodo do 17. ure zabavali Zgornjesavci. Praznično bo tudi v Mojstrani. V sredo ob 17. bo odprtje trga v Mojstrani, prireditvenega prostora z urejenim spominskim obeležjem udeležencev olimpijskih iger iz krajevne skupnosti Dovje Mojstrana. Trg je nasproti avtobusne postaje v Mojstrani. Krajevna skupnost Plavž vas vabi na letno srečanje. Tokrat bo to pohod v planino pod Golico, ki bo v soboto 10. septembra. Zbor je ob 8. pri zdravstvenem domu. Podali se boste proti planini pod Golico, pot pa bo vodila po stari rudni poti v planino pod Golico do Betela, kjer boste pohod zaključili z družabnimi igrami in malico. V primeru deževnega vremena bo pohod odpadal. Gornjesavski muzej Jesenice vas vabi na odprtje skupne razstave gorenjskih muzejev naše tovarne Naš ponos, industrijska dediščina Gorenjske, ki bo ta četrtek 8. septembra ob 19. uri v Kosovi graščini na Jesenicah. Razstava bo na ogled do 10. oktobra. Turistično društvo Dovje Mojstrana obvešča obiskovalce, da se je turistično-informacijski center preselil v Slovenski planinski muzej na Trilovsko cesto 49 v Mojstrani.
Z RTC Žičnic Kranjska Gora obveščajo, da so se odločili, da bodo tudi letos v mesecu septembru podaljšali vsakodnevno obratovanje poletnih aktivnosti. Do 11. septembra bodo tako obratovali vsak dan od 9. do 17. ure. Od 12. septembra pa do vključno 31. oktobra, pa od petka do nedelje od 9. do 17. ure. Obratujejo pa panoramski prevozi sedežnico Vitrancena, poletno sankališče, kolesarski park, poletna tuba, orientacijska dogodivščina pod Vitrancem, tematski park pod Vitrancem ter Bedančev dom na zgornji postaji Vitranca 1. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa je za nami 1. septembrska kronika tedna. Karkoli boste že počeli, počnite to s strastjo. Se vidimo in slišimo prihodnjič.